Drage gledalke, spoštovani gledalci, ljubitelji slovenskega nogometa, dobrodošli na Planetu. Tudi v novi sezoni bomo na naši televiziji z neposrednimi prenosi spremljali večino tekem v prvi ligi Telekom Slovenije, tako kot je bilo to do zdaj, po 4 obračune na krog izkušenih prvoligaških nogometašev je pri domačih oziroma pri gostih. Zdaj pa nevaren napad. Znova lepa podaja do Mihaljevića, ki ima še enkrat veliko prostora, priložnost za podajo in medtem tudi avtogol. Torej le se je zatresla mreža v Sežani in po avtogolu je Tabor prišel v vodstvo z 1:0. Poglejmo še enkrat, takole je pogledal Mihaljević v sredino proti Stančiću, nato pa so tamle v zadnji vrsti Sežane odlično zdaj. Zdaj pa znova Mihaljević ima priložnost, strelja Mihaljević, brani Vargič. V redu sprejel tole žogo, visok predložek proti Severju, zdaj Babič preigrava v kazenskem prostoru, odločil se je za strel, ki so ga blokirali Koprčani, pa Stančić. Drugi kot, zdaj lahko vidimo tole na zaslovno statistiko. Čirjak, predložek, nevarno je tam pred golom Tabora. Nazaj do Kureja, lepa podaja do Severja, ki je sprožil iz voleja. Zdaj napad Kopra, Dare Vršič je lepo zaposlil nekdanji nogometaš Olimpije in Maribora iz takega položaja. Poglejmo, kako bo uspešen tokrat. Dare Vršič strelja in nekaj centimetrov čez prečko. Zdaj pa dobro do Kure in podaja do Babiča. Je to priložnost za Tabor, ki je še naprej nevaren. Do Kure je poizkusil, brani Vargič. Dodlek se je odločil za dolgo podajo tam proti Mlakarju. Zdaj priložnost za Koprčane in za las je zdaj le. Poglejmo, teče 93. minuta. Mihaljević se je odločil za neposreden strel proti golu. Poglejte, kako tečejo. Seveda so teli novinci, ki so prišli z rezervne klopi, tudi. Penso sia stata una partita soprattutto molto complicata per tutte e due le squadre per il clima, moltissimo caldo e penso che quello abbia fatto diventare una partita molto lenta. Alla fine è stata una vittoria meritata perché abbiamo avuto 2 o 3 palle gol nel primo tempo e una nel secondo e siamo stati bravi. Ja, nisem najbolje šlo. Mislim, da smo igrali prvi polčas slabo, nismo bili dovolj agresivni, dovolj srčni in smo delali kar dosti takih napak, ker so nam vzeli žogo in nekako bila Sežana v teh situacijah nevarna. Zdaj, drugi polčas dosti boljše. Imeli smo sicer skozi gor napade, ampak premalo konkretnosti, da bi lahko zabili. Tako da moramo dosti stvari še popraviti, ker danes, kar je bilo v prvem polčasu, mislim, da ne moramo biti zadovoljni in ta ekipa, sem prepričan, da je sposobna boljše igrati, predvsem v pas igri, ker je bilo danes to ni bilo dobro.